In lep pozdrav vsem skupaj, vsem zbranim. Na današnji okrogli mizi, ki jo posvečamo spominu na žrtve holokausta. Uspelo se nam je zbrati prav na ta svetovni dan, ki je spominu na žrtve holokausta razglašen od leta 2006. Generalna skupščina Združenih narodov je 27. januar razglasila zato, ker je na ta dan leta 1945 ruska rdeča armada osvobodila največje nacistično taborišče smrti Auschwitz-Birkenau na Poljskem. Ob razglasitvi je tedanji predsednik Generalne skupščine Združenih narodov Kofi Annan v svojem nagovoru povedal, navajam: "Nedopustno je sprevračanje tragedije holokausta, ki je brez primere. Moramo se ga spominjati s sramom in studom, tako dolgo, kot bo obstajal človeški spomin. Samo s pomnenjem bomo izkazali primerno spoštovanje vsem žrtvam. Milijoni nedolžnih Židov in ostalih manjšin je bilo umorjenih na nepredstavljivo barbarski način. Nikoli ne smemo pozabiti teh mož, žena in otrok ter njihove agonije." Konec navedka. Prav ta misel je vodilo, da smo povabili na okroglo mizo goste, ki boste z različnih vidikov predstavili ohranjanje spominov na žrtve tistega časa in nasploh na tragedijo vojne. Lepo vas pozdravljam na okrogli mizi, spoštovani vabljeni gostje, magister Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi, Boris Hajdinjak, direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga v Mariboru, Alenka Verdinek, kustodinja v muzeju Radlje, enoti Koroškega pokrajinskega muzeja, Tanja Repnik, bibliotekarka v knjižnici Radlje ob Dravi, dr. Ivan Rojnik, župnik v Uhredu, teolog, filozof in pedagog, in magister Martin Lisec, logoterapeut, predavatelj, ustanovitelj inštituta Stopinje in predsednik društva Logos. Lepa hvala, da ste danes z nami. Tako, pa začnimo kar doma. V občini Radlje, ki veliko skrbi in pozornosti posveča poznavanju domačega kraja in tudi naše preteklosti. To se kaže v različnih projektih, publikacijah, podporah, v sodelovanju z različnimi inštitucijami in ustanovami. Magister Alan Bukovnik, župan občine Radlje, tokrat se je prav na vašo osebno pobudo pričelo iskanje podatkov o žrtvi, ki je bila iz naših krajev odpeljana v Auschwitz. Povod za to je bil članek izpred natanko enega leta in zemljevid. Kaj nam lahko poveste o tem? Lep dober večer, hvala lepa za povabilo in lepo pozdravljeni gostje, sogovorniki na okrogli mizi in tudi vse obiskovalke, ki ste si danes na ta svetovni dan spomina na holokaust vzeli čas in se nam pridružili tukaj in z nami skupaj boste delili misli ob teh še danes nepojmljivih dogodkih. In če citiram Viktorja Frankla, ki je zapisal, da ob vseh teh strahotah še vedno nekateri ne verjamejo, da se je to res zgodilo. Moje srečanje z Auschwitzom se prvič prav v fizični obliki zgodi, ko sem leta 90 bil z sošolcem na študentski izmenjavi v drugem letniku agronomije v Mariboru na Poljskem in smo se preko Krakova in Auschwitza vračala nazaj takrat v Jugoslavijo domov in sva se ustavila tudi pred vrati Auschwitza, ampak nažalost je bila ta časovnica, ki smo jo imela, da smo zapustila lahko Poljsko prehitra in nismo uspela obiskati Auschwitza, ampak smo se pred vrati poslovila in od tistega trenutka naprej je skozi v meni tlelo, da se bom enkrat še tja vrnil. Še posebej zato, ker se je potem v kasnejšem obdobju mojega življenja velikokrat zgodilo, da sem se srečal z grozotami, ki so se odvijale v taborišču Auschwitz-Birkenau in vseh taboriščih, ki so bile plod nacistične magije. In potem
za nekaj časa se te stvari nekako potuhnejo v tebi in ponovno se pri meni zbudi ta zgib, takrat, ko v Vuhred pride za župnika profesor dr. Ivan Rojnik in mi ob najinih pogovorih, ki sva jih imela, večkrat omeni Viktorja Frankla in tudi njegovo knjigo, ki jo je napisal, ker je tudi sam osebno preživel Auschwitz. In tako so najini pogovori potekali do lanskega leta, ko se ob članku, ki je bil objavljen ob svetovnem dnevu spomina na holokaust, pojavi članek, mislim, da na eni komercialni televiziji, na kateri se poleg članka pojavi tudi zemljevid in na zemljevidu je zapisano, da je bil tudi en predstavnik iz naše občine, torej iz naše občine tudi odpeljan v Auschwitz in tam tudi preminil. Tako da smo se zapisali na zemljevid tistih krajev v Sloveniji, v katerih so bili Slovenke in Slovenci odpeljani v Auschwitz. Ne samo Slovenci in Slovenke, ampak tudi vsi tisti, za katere so nacisti menili, da si ne zaslužijo živeti z njimi. In seveda to je bil povod, da sem se potrudil začeti iskati skupaj s Klaro, sva pričela iskati povezave in prišli smo s pomočjo vseh naših današnjih gostov, predvsem pa s pomočjo gospoda Hajdenjaka in ostalih smo prišli do imena. To je bil gospod Mačič iz Josipdola oziroma iz Ribnice. In ker smo rekli, da smo pač takrat imeli skupno občino, smo rekli, da bomo njemu v spomin in spomin vsem tistim, ki so svoje življenja pustili v Auschwitzu, smo se odločili in pripravili torej to prireditev, ki je danes prvič in verjamem in sem zagotovo prepričan, da bo postala tradicionalna. Menim, da se vsak dan znova potrebno spominjati, predvsem pa opominjati, da se kaj takšnega ne bi več zgodilo in res, da bi ta stavek res postal stavek, da je vsakemu posamezniku potrebno dopovedati, da bodo res vsi verjeli, da se je to res zgodilo in da takšne katastrofe človeštva je nepojmljivo, da se lahko po tem, kar se je zgodilo v drugi svetovni vojni, v času druge svetovne vojne, da se danes to lahko sploh dogaja kje in da se lahko sploh vojne dogajajo in se lahko ponovno stopi človek nad človeka ali sočloveka in je rasa ali versko prepričanje tisto, ki postavi človeka nad človeka, kar se mi zdi popolnoma nesprejemljivo. Zato sem izjemno vesel in ponosen, da danes lahko za to okroglo mizo obeležimo spomin na svetovni dan spomina na holokaust in verjamem, da bomo ravno za takšnimi dogodki še utrdili zavest, da moramo delati vsi na tem, da se kaj takšnega res ne bi ponovilo. Najlepša hvala, gospod župan Alan. Za to priložnost je bila izdelana tudi spominska ploščica, ki jo vidimo tukaj med nami v okrogli mizi. Posvečena je gospodu Jožefu Mačiču, torej žrtvi. In ta spominska ploščica bo imela mesto v naši knjižnici, v domoznanski zbirki, kjer hranimo gradivo, publikacije, ki so napisane o naših krajih, o naših ljudeh in tam je pravo mesto za takšen spomin. Gospod Boris Hajdenjak, vi ste direktor Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in ste tudi v tem primeru in v številnih drugih virih informacij prav o drugi svetovni vojni, o žrtvah holokausta. Ob tem sedanjem sodelovanju sem se zavzela, kako zelo je vaša ustanova aktivna, kako zelo ste aktivni vi osebno, dejavni na različnih slovesnostih, dogodkih, ne samo ob tem obeležju, tudi ob ostalih, po celi Sloveniji, jadrate v tem tednu in še v naslednjih.
Sinagoga Maribor sodeluje s številnimi organizacijami, tudi izven meja Slovenije, v različnih projektih. Mednarodni projekt Kamnite solze, na primer, sem kot knjižničarka prepoznala kot odličen pripomoček za širjenje znanja in vedenja o holokaustu za širšo publiko, pa tudi za posamezne ciljne skupine. In že takrat, ko sem to pogledala na spletni strani, sem se nekako odločila, da bomo zagotovo katero od teh oblik uporabili tudi v knjižnici, tudi v našem prostoru, v Radljah, za širjenje tega znanja. In da se osredotočim nazaj na to našo temo informacije, verodostojni podatki in posredovanje le-teh. Župan nam je lepo predstavil ta naš primer iskanja informacij. Kje pa so potem vaši viri podatkov in kaj lahko na kratko, res v strnjeni obliki danes za to priložnost poveste o naših krajih, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno pri nas tudi sicer. Ja, dober večer, hvala za komplimente, hvala za povabilo. Vseeno mogoče bi izpostavil tale zemljevid, ki je torej bil povod za to zgodbo. Zdaj, ne glede na to, da je seveda, kot vidite, tu množica krajev, ne, seveda vsakem tem kraju, torej nekdo bil v Auschwitzu iz Slovenije, ne, velja opozoriti, da ni veliko občin, ki se na ta način spomnijo, tudi če samo enega, da je nekdo bil tam, kot je rečeno bilo. Zdaj pa, če samo da pojasnimo malo našo ustanovo, torej bilo je povedano, da sem direktor, ampak jaz sem direktor najmanjše javne kulturne ustanove v tej državi. 2 zaposlena sta, trenutno je polovica tukaj prisotna, teda ne imete občutka, da je to neka velika ustanova. Vzrok je seveda, ker je pač naše področje delovanja judovska kulturna dediščina, beri judovska zgodovina Slovenije. Tega je nekaj, nikoli ni bilo tega veliko, ne? Ampak v praksi, zdaj, ko ste me ravno vprašali v virih, namreč jaz sem zgodovinar in zdaj resni zgodovinar je vedno delal na osnovi virov. Ta resni sem neslučajno poudaril, ne, ker obstajajo tudi malo bolj manj resni zgodovinari, ampak pustimo zdaj to. Ampak dejstvo je, da ko sem jaz bil prvič v Auschwitzu v arhivu leta 2013, sem bil tam, ker sem se že takrat ukvarjal z Judi iz Slovenije, ki so končali v Auschwitzu, preverjal neke vire, pač kaj se da videti in tak naprej. In konkretno, ravno, kar me je presenetilo, pa sem nekaj takrat že vedel, ne, je to, da je virov v Auschwitzu kot takšnih mnogo več, kot si ljudje ponavadi predstavljajo. Namreč, če tako zelo poenostavim, ne, torej količina papirov, ne, ki jih je torej ta koncentracijsko taborišče ustvarjalo pri 1,3 milijonih ljudi, ki so bili tja poslani, pri 1,1 milijona ljudi, ki so bili tam ubiti, je bilo nemogoče uničiti, čeprav so imeli namen, ko so se umikali, da uničijo. Teda je enostavno preveč ostalo, da tega ne bi bilo. No in potem, ko sem jaz to gledal, sem takoj ugotovil, da te vire ni možno ločiti. Jaz sem iskal Jude iz Slovenije, ne? Torej na Jude, Slovence, sovjetske vojaške ujetnike, Rome, homoseksualci, kogarkoli, ker so pač povezani. In ko so prihajali, so dobili serijske številke in to me je takoj spreletelo zaradi tega, ker je še nekaj močnejšega kot to, da so ti viri neločljivo povezani. Namreč, vsi ste slišali, da so v koncentracijskih taboriščih, ne samo Auschwitzu, vseh, so bili krematoriji. Ne smete pozabiti, da je krematorij kot pojem bil takrat, pred drugo svetovno vojno, med drugo svetovno nekaj kar nenavadno. In vedno se postavlja vprašanje, zakaj so to nacisti rabili? Vedno logičen. Torej, pričakovali so takoj vse posod veliko število smrti. In če imate vi veliko število ljudi na majhnem prostoru, če bo veliko mrtvih, če bo veliko trupel, je problem nalezljivih bolezni. To je logična razlaga, kot marsikaj drugega v koncentracijskem, ampak obstaja še nekaj globjega. Hoteli so, da za temi ljudmi ne ostane nič, ker kdorkoli v Auschwitzu, Dachau, karkoli so te spomnili in so ga kremirali, so njegov pepel vrgli stran. Ni bilo žar, kar meni, da ni grobov. In vi, ko danes pridete v Auschwitz, Dachau, Buchenwald, kamorkoli, hodite še vedno po pepelu teh ljudi, ki so tam umrli. In njihov pepel je danes neločljivo povezan. Ne morete ga ločiti na judovski pepel, romski pepel, slovenski pepel. No in ravno z tega vidika, ne, ko zdaj gledamo te vire, konkretno za Jožefa Mačiča, ko sem pogledal,
sem seveda ugotovil, da je pač bil eden izmed zgodnejših Slovencev, ki je prišel tja, ni bil čisto prvi. Transport je prišel, sicer samo 6 Slovencev, z 15. novembra 1941 iz Graca. Poleg njega je bil še en prav iz Ribnice tudi, potem, on je bil namreč rojen v Orlici, potem je bil še en iz Maribora, en iz okolice Ormoža, en iz Slovenske Bistrice in en iz okolice Velenja. Od teh 6 moških, vsi, če bi rekli v današnjem jeziku, v najboljših letih, je prvi umrl že 10. januarja, torej ta naš Jožef Mačič je umrl 17. januarja, še en je umrl potem v januarju in potem še 2 v februarju in zadnji od teh 6 je umrl marca. Če ne smete pozabiti, da njihov položaj je bil ugodnejši, kot je bil položaj najnižje kategorije, to so Judje, kasneje Romi, ampak torej noben od teh, kot vidite, ni preživel prav dolgo. No in ravno ta moment nas tudi opozarja na to, da ko mi te vire pogledamo, recimo za njim se je ohranilo sicer, kdaj je bil pepeljen, kdaj je umrl, potem da se gotoviti, recimo, koliko ljudi je umrlo, pa take podrobnosti, ampak to, ko date v kontekst neki širši, potem se začne postajati. Torej, brezplinski cilj se Auschwitz že let v 41 je bil nekaj, kar je najbolj groznega. Ker ste me pa vprašali ravno o žrtvah in sicer dogajanja druge svetovne vojne na prostoru Slovenske Štajerske in sicer Slovenije, bi upozoril, da mi dejansko, kar se tega tiče, nimamo še čisto dokončne zbirke. In moče nekateri poznajo, ker je tudi večkrat govora o tem, obstaja sicer dolgoletni projekt Inštituta za novejšo zgodovino, ki se nikoli ni dokončal, slabo kaže, da se bo tudi nadaljeval. In tam je seveda, ko se jaz recimo še študiral, smo govorili okrog 45.000 mrtvih v času druge svetovne vojne na Slovenskem, zdaj po rezultatih tega raziskave, ki še vedno ni dokončana, že govorimo 99.000 mrtvih. Tu je en problem, ker se po vojnih obdobjih, seveda tudi zaradi političnih in podobnih razlogov, ni naredilo to, kar bi se takrat lahko naredilo. Takrat so bili spomini, še sveži dokumenti so bili in seveda veste sami, da recimo ravno tu na tem našem koncu, poleg seveda številnih žrtev, ki so tako ali drugače povezani s podporniškim gibanjem, so bili ljudje, ki sicer niso bili direktno povezani s podporniškim gibanjem, pa so bili žrtve druge svetovne, to so prisilno mobilizirani. In ko jaz to gledam te podatke, ko so recimo te razni, predvsem kraji nekje na vzhodu Evrope, kjer so ti ljudje umirali, pa to ni povedano, kaj za to danes točno je, kje so ti ljudje pokopani, se mi spomnim, da pač da vsaka država, ki nekaj na nas recimo najprej uredi neke take najbolj bazične stvari, kot je to, da ljudje, če so na tak tragično umrli, tudi če so bili prisilno mobilizirani, kaj šele vsi ostali, imajo neki spomin in upomin. Ne vem, koliko poznate, ampak Judje imajo to izjemno visoko narejeno. Veste, da je 6 milijonov žrtev holokausta, bila ta številka, ste sigurno da slišali. No in osrednja ustanova v Izraelu, ki se ukvarja z ohranjanjem spomina na holokaust, ima neslučajno ime Yad Vashem. Moče da je slišali, prevodu to pomeni ime in spomin. Torej, in oni so se zadali cilj, da bo za vseh 6 milijonov žrtev holokausta našli ime in jih ohranili v spominu. Nerešljiva naloga, prišli so do 2 milijonov in ta trud, ki ga sveda država Izrael, ki ga Judje dajo v to, je zagotovo vsega spoštovanja vreden. Zdi se mi, da bi nekaj podobnega bilo potrebno tudi v slovenskem prostoru narediti, ker tako danes, ko govorimo, kako mora vključujoča družba biti, in absolutno je to prav, da vsak, ki ima takšne drugačne, ne vem kakšne potrebe, je sprejet, da ima v šolstvu recimo možnosti pogoja šolanja, izobraževati se in tako naprej, se mi zdi, da je pri teh končnih stvareh, kot je smrt, nekaj, kar bi morala ta država narediti. Zato absolutno sem danes izjemno vesel, da občina, ki ima enega, v Auschwitzu se je potrudila, zemljevid, kot vidite, ima še veliko imen, v Sloveniji je še veliko občin in samo upati je, da bo še veliko občin, ki bodo sledile temu zgledu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Hajdinjak. Hvala tudi, da ste za današnjo priložnost strnili res svoje široko in globoko znanje. Zagotovo nam bi lahko povedali še marsikaj. In zagotovo bo tudi še v bodoče prilika, da vas bomo lahko povabili v naši kraj in se posvetili tej tematiki, kot ste rekli, potrebno je o tem govoriti, potrebno je ohranjati spomin, imen, priimkov žrtev, ker samo na tak način njihovo trpljenje ni bilo za manj. Gospa Alenka Verdinek, vi ste višja kustodinja v Radeljskem muzeju, ki je enota Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenije Radec in skrbite za izvajanje muzejske dejavnosti v občini Radlje. Muzej je v preteklih letih
ustvaril pomembne stalne razstave, pomembne zbirke, publikacij izdal, pripravil vrsto zanimivih dogodkov, na katerih so bile predstavljene različne vsebine iz naše preteklosti. In lahko rečem, da si tako knjižnica, občina, šola, skratka vse ustanove v Radljah sploh ne znamo več predstavljati življenja brez muzejske dejavnosti. Saj se zelo pogosto tudi povezujemo in napravimo kakšne projekte skupaj v zelo dobrem sodelovanju. Muzej pa je seveda tudi tista inštitucija v nekem lokalnem okolju, kot je naše, ki je prva na vrsti, ko se nekdo spomni in bi želel neke stvari preveriti. Najprej se spomni, muzej pa to mogoče ima. In pridejo do vas z informacijami, najverjetneje nimate kar vsega, ste pa zelo pomembni pri tem, da pomagate najti pot tudi naprej do pravih virov informacij, kot se jih danes govorimo o teh preverjenih informacijah. Tako da to je vaša zelo pomembna naloga in v muzeju pa se na tematiko holokausta in nasploh nacističnega nasilja tudi vsako leto pripravljajo različni dogodki, tudi v tem tednu so. Prosim, če nam jih na kratko predstavite. Najprej en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prihajam iz Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Radlje ob Dravi. Mogoče za začetek še malo predstavim naš muzej. Naš muzej pokriva delovanje na območju celotne Koroške regije, torej v 12 občinah. Imamo pa kar 4 enote, muzej Slovenjgradec, muzej Ravne na Koroškem, muzej Dravograd in muzej Radlje ob Dravi. Tako da v bistvu pokrivamo res široko področje in imamo številne zbirke, razstave, ne samo v naših matičnih ustanovah, torej v matičnih stavbah, ampak tudi na lokalnem območju in dejansko imamo več kot 50 zbirk tudi izven naših teh muzejskih osrednjih stavb. Tako da smo zelo prisotni in tudi zelo blizu hočemo biti lokalnemu prebivalstvu in tudi prisluhniti lokalnim interesom, temam in tudi to proučevati. Tako kot je gospa Slavica že omenila, dejansko je res, da tisti, ki raziskujejo, se ukvarjajo z preteklostjo, pridejo najprej v muzej, nekateri prinesejo kakšno gradivo, mi v muzeju zbiramo predvsem torej premično kulturno dediščino, predmete, prihaja tudi arhivsko gradivo k nam, hkrati pa tudi prihajajo ljudje po informacije in seveda mi posredujemo tisto, kar mi imamo v našem vedenju, jim posredujemo, drugače pa jih tudi napotimo na ustrezne ustanove, ki se s tem ukvarjajo in v tem primeru je tudi seveda za primer holokausta, za žrtve, tudi najbolj primeren profesor Boris Hajdinjak, na katerega sem tudi naslovila pobudo, ki je prišla iz občine, tako da so v bistvu potem kontaktirali na danju njega in v bistvu vse informacije tudi izvedli iz teh ustreznih virov. Enako tudi delamo na drugih področjih, recimo kar se tiče nepremične kulturne dediščine, je ta ustanova Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota v Mariboru ali pa potem za naravno dediščino se tudi obrnemo na Zavod za varstvo naravne dediščine in tako dalje. Mogoče bi v tem primeru, ko govorimo o žrtvah, izpostavila tudi, mi imamo kar precej torej razstav, zbirk v našem muzeju in sama raziskujem rodbino Pahernik in v tem smislu je tudi Vojko Pahernik, sin inženirja Franja Pahernika, ki je pa bil ubit v taborišču Jasenovac, torej v tem zloglasnem ustaškem taborišču in je tudi v bistvu bil tam aretiran na Hrvaškem, ker je bila vsa družina izgnana, izseljena na tisto območje in so ga potem leta 1944 poleti zaprli, aretirali, ker je sodeloval, pomagal pri odporniškem gibanju in potem so ga poslali v to taborišče in tam je potem leta aprila 1945, torej tik pred koncem druge svetovne vojne, so ga ubili, po 5 so jih zvezali z bodečo žico in žive vrgli v reko Savo. Tako da je v bistvu njegova usoda bila zelo kruta in mogoče tudi ta trenutek tukaj primeren, da tudi
da tudi v bistvu na nek način tudi se spomnimo teh, ki so bili tudi iz naših koncev, ker je šlo za slovensko zavedne družine, ki so bile v bistvu ravno zaradi tega, ker so bile slovensko zavedni, so bili izgnani, izseljeni in potem jih je ta usoda tudi tragična doletela v izgnanstvu. Tako da mogoče toliko za začetek z moje strani, pa še v nadaljevanju, če bo še kakšna priložnost oziroma kakšno vprašanje. Najlepša hvala, Alenka, za tvoj prispevek. In pri podatkih smo, še vedno smo pri informacijah, ki jih na nek način zbiramo kot delčke mozaika, s katerimi sestavljamo čim bolj celovito podobo dogajanja nekega časa. Tudi naša splošna knjižnica ima v svojih osnovnih nalogah, v svojih dokumentih napisane naloge, ki nas obvezujejo k zbiranju, hranjenju in posredovanju podatkov o našem lokalnem okolju, ki jih knjižničari z eno besedo imenujemo domoznanske naloge. Prosim Tanjo Repnik, kolegico bibliotekarko in sodelavko, predstavi nam vsaj okvirno ta del naše knjižničarske dejavnosti, ki pa je v bistvu na nek način zelo pomemben most med uporabniki in pa stroko. Pozdravljeni tudi iz moje strani. Kot se mogoče na prvi pogled zdi, knjižnica in muzej imata ravno neke nasprotujoče si vloge. Muzej se ukvarja z vsem, kar se tiče zgodovine, v knjižnici bi pa vsi radi čim novejše gradivo. Obstaja pa področje, kjer se srečamo, kjer si nekako lahko podamo roko, kjer sodelujemo tudi, to je področje domoznanstva. To zajema gradivo, ki govori o našem območju ali o ljudeh tukaj, potem lahko da je nastalo na tem območju ali pa so ga napisali avtorji iz te lokalne skupnosti naše. In ta naša v našem interesu je, da se ohrani čim več. Knjižnice zbiramo to gradivo, ga obdelujemo, hranimo in pa tudi želimo posredovati širši skupnosti. Zdaj, marsikaj je doma, je v kakem predalu, na kakem podstrešju. Dokumenti, ki bi bili morda zanimivi za širšo skupnost, ampak imajo za posameznike sentimentalno vrednost in jih zato pač ne želijo posredovati naprej. Recimo tudi dnevnik Ane Frank ne bi nikoli prišel med nas, če ne bi pač ti dediči potem se odločili za objavo. Tako so pa mogoče tudi druge take pomembne stvari v naših predalih, ker jih ne želimo posredovati in ravno zaradi tega so potem v večjih knjižnicah, kjer imajo tudi več možnosti, tako materialne kot kadrovske, začeli take dokumente digitalizirati. S tem potem postanejo na spletu dostopni vsem, ki bi jih zanimalo, hkrati pa lahko vsak posameznik ohrani original. In take največje ti portali, ker to so najprej večje knjižnice imele svoje zbirke, ker pa je bil interes večji, so potem se tudi razširile in so nastali celi portali. In trije taki so recimo Kamera, DLIP oziroma Digitalna knjižnica Slovenija, pa Obrazi slovenskih pokrajin. Kamera je zasnovana z namenom, da se stvari objavijo kot zgodbe. Bodi si o posameznikih, o kakih ljudeh, ki imajo v nekem okolju pomembno vlogo, umetniki, bodi si stavbe, dogodki, organizacije in tu lahko objavi vsak. Obrnemo se na lokalne urednike, za nas je to Osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika na Ravnah in tam z njihovo pomočjo, če imamo kaj takega, lahko objavimo. Recimo Alenka to pozna, zgodovina rodbine Pahernik je bila na tak način objavljena na Kameri.
Potem drugi tak portal je DLIP, to je Digitalna knjižnica Slovenije, kjer knjižnice sodelujemo predvsem z objavo strokovnih publikacij, lahko so pa tudi razglednice nekega kraja skozi različno časovno obdobje, zemljevidi, notno gradivo. In na istem principu deluje, da lahko kdorkoli poda vsebino, ki je potem objavljena. Večinoma gre tukaj za te serijske publikacije in članke. Če recimo poiščemo doktor Rojnika, dobimo nekaj njegovih člankov iz Bogoslovnega vestnika. Gre seveda tudi za varovanje osebnih podatkov, tako da čisto vsa besedila niso v celoti. Nekatere so samo povzetki in potem pač lahko v NUK-u, ki je skrbnik tega portala, dobimo pa cele dokumente. Tretji tak je pa Obrazi slovenskih pokrajin. Tu se je pa združilo več teh lokalnih biografskih leksikonov. Recimo pri nas je Koroški biografski leksikon, ki ga prav tako ureja knjižnica na Ravnah. Tu pa lahko vsakdo predlaga kogarkoli, ki se nam zdi, da je pač pomemben za neko skupnost, in je potem tak čist na kratko ta oseba dodana z osnovnimi podatki, to je datum rojstva, potem če je že umrla, je še to dodano, pa v stavku 2 področje delovanja. Recimo tu najdemo Antona Martina Slomška ali pa Zinko Zorko, Janka Dolenca, Antona Repnika, z tega našega področja, ali pa recimo tudi te čisto naše sodobnike, Adija Smolarja ali pa gospoda Ludvika Jerčiča. Tako da to bi bilo na kratko ti naši portali, kjer lahko najdemo ljudi iz našega okolja ali pa dogodke ali pa kakšne informacije, lahko pa jih tudi sami posredujemo tja. Tako, najlepša hvala, Tanja. Iz tega povedanega nekako lahko zaključimo, da je za učinkovito pridobivanje podatkov najpomembnejša zelo dobra povezanost vseh deležnikov, nikakor pa ne samo danes prisotnih, ne predstavili smo knjižnico, muzej, sinagogo, omenili smo arhive kot zelo pomembni skrbniki podatkov, ne samo slovenski, tudi tuji, mednarodne organizacije. Zelo pomembni pa so tudi raznoliki projekti, ki jih delajo te ustanove, ki jih delamo mi, ki jih sooblikujemo posamezniki, in ti nagovarjajo širšo javnost vsakega izmed nas, da se na takšne načine pridobivajo podatki tudi iz teh, kot je bilo omenjeno, zasebnih družinskih virov. Dnevnik Ane Frank v knjižnici je knjiga, ki je doživela prevodov, ni človeka, ki je ne bi poznal, dejansko ne bi bil. Je zelo dober primer tega, ne bi bil niti poznan, če se ne bi družina odločila, da ga je potrebno objaviti. In če se vrnemo k žrtvam, ki so bile iztrgane iz družin, podvržene neverjetnemu trpljenju, citiram: "Če tudi odprete slovar, ne boste našli besede, ki bi opisala, kako zelo je bilo tukaj v tem peklenskem svetu poteptano človeško dostojanstvo." Konec navedka. Tako je zapisala Batševa Dagan, preživela Judinja iz Auschwitza. A sem prav povedala, gospod Hajdinjak, Batševa Dagan? Nisem vas našla, ok, v redu.
ali Izabela Rubinstein, njeno dekliško ime. V glavnem, preživeli so napisali številne spomine, ki jih hranimo v knjižnice po vsem svetu. Ne samo hranimo, izposojamo, želimo, da pridejo med ljudi, da ljudi to berejo, se o tem pogovarjajo, da skratka se ozaveščamo o dogodkih, ki so bili. Vse, kar so napisali, preživeli, njihovi svojci, zgodovinarji, vse je bilo napisano s skupnim ciljem, da se kaj podobnega nikoli več ne bi ponovilo. Tako je mišljeno in tako ne bi bilo. Med pisci spominov izstopa Viktor Emanuel Frankl, ki smo ga danes že omenili. In Viktor Frankl, bom pa kar njegovo knjigo vzela, v kateri piše, to je knjiga Psiholog v taborišču smrti. Na mizi pred sabo imam tudi pod drugim naslovom isto njegovo pripoved Kljub vsemu življenju da in pa Volja do smisla, v kateri opisuje logoterapijo, ki jo je razvil. Viktor Frankl je živel, kar je učil. Iz pekla se je vrnil v svoje rojstno mesto. Izgubil je starše, brata, ženo, izgubil je vse, vendar svoboden vseh vzgibov maščevanja in povračila. Ne, če smem ponoviti, vendar svoboden vseh vzgibov maščevanja in povračila. Zelo redki, ki so se vrnili iz taborišč, iz izgnanstva, so bili kot on. In čez nekaj stavkov pravi: komaj si lahko zamišljamo bolj krščansko držo kot zadržanje tega ne Arijca in ne kristjana. Oznanjal je in uresničeval je smisel življenja, v katerega je neizpodbitno veroval še v skrajni bližini smrti. Tako, samo nekaj iz njegovega pričevanja. Viktor Frankl je preživel Auschwitz in v Auschwitzu nudil oporo, pomoč svojim tovarišem v taborišču. Enostavno ni se predal. Bil je ena od tistih oseb, ki je dejansko išla brez vzgibov maščevanja in povračila. In gospod dr. Rojnik, vam je Viktor Frankl in njegovo razmišljanje zelo blizu, dobro ga poznate. Kaj bi lahko povedali o njem, o njegovem pojmovanju človeka, ki vam je tudi na nek način zelo blizu? Ja, tudi jaz vas lepo pozdravljam, pa se zahvaljujem za vabilo. Čast mi je, da sem lahko pri tej okrogli mizi. In najprej, da ne pozabim, bi rad čestital tu mojim predhodnima govornicama za to delo, ki ga upravljate, digitalizacijo. Moram pa se pohvaliti tudi, veste, da tudi na našem področju, recimo dekanija Stari trg, ima vse župnijske arhive digitalizirane. Je vse urejeno in to zdaj urejamo tudi v naši dekaniji, v naši župniji je že tudi so vsi dokumenti, vse listine, ki so navedene in se lahko tudi poiščejo. Tako da vam pa tudi to res čestitam za to. Viktor Frankl, jaz res ga zelo rad prebiram in vidim eno čudovito kompatibilnost recimo z našo tudi s teološko miselnostjo. Čeprav takoj na začetku povem, Viktor Frankl veliko govori o duhovnosti. Človek telesno bitje, duševno bitje in duhovno bitje. Ampak tu bi prvo, kar bi rad poudaril, on govori najprej o duhovni razsežnosti čisto antropološkega vidika. Antropološkega, ne verskega. Versko področje je potem nadgradnja. Je tako? Je nadgradnja. Lahko razložite, kaj je nadgradnja antropološkega
Antropološko je obče človeško, velja za vsakega človeka, za vernega, nevernega. In to duhovna značilnost, razsežnost v človeku, antropološkem pomenu je svoboda, tista notranja svoboda, ki ti omogoča, da tudi ko si ti v taborišču, pa si ti notranje si svoboden. In tu, kot smo se že z gospodom Hajdenjakom pogovarjali na začetku, imamo tu vsi isto informacijo o Viktorju Franklu, ki je bil predavatelj v Ameriki nič kolikokrat. Mislim, da okrog 20 častnih doktoratov je tam na univerzah, 29, no. In tam je on poudaril, a jaz zdaj preglasno govorim ali tiho? On je tam večkrat Amerikancem povedal, vi imate na vzhodni obali čudovit kip svobode, ampak naredite enak kip odgovornosti na zahodni obali. In s tem je hotel povedati, svoboda, odgovornost gredo z roko v roki. In to svoboda brez odgovornosti je utopija, je zavajanje. A vidite, in to je tista antropološka podstat, osnova, na katero tudi potem lahko govoriš, tudi versko področje potem. Če nimaš ti te antropološke podlage, pa se lahko delaš ne vem kako vernega, pobožnega, pa ne bo ti to nič koristilo, a ne. Vsekakor, jaz bi rad poudaril vse to kot prvo, to razlikovanje v svoboda v metafizičnem pomenu in pa svoboda v psihološkem, ki velja, bi naj bilo merilo za vse ljudi, a ne. In tega nam manjka, a ne. Potem on močno poudarja, vsakem človeku je volja do življenja, volja do smisla. Smisel. Človek je nekako obsojen na smisel. A lahko tako rečemo? Obsojen. Ti moraš vedeti, zakaj živiš. Ti, ker si razumno bitje. In če nimaš ti tega razvitega smisla življenja, potem si ti v nesreči si. In zato so anomalije sodobne družbe in našega življenja so samo posledica tega, ker nimamo razvite te človekove zmožnosti, smisla. Ne gradimo na razvijanju teh duhovnih kvalitet, ki so svoboda, odgovornost, pravičnost, odpuščanje in tako. Zakaj ne pridemo do sprave? Zato, ker smo duhovno podhranjeni. Nimamo razvitega tega duhovnega feelinga, občutka, da bi mi mislimo, da smo svobodni, ampak dejansko nismo svobodni. Smo polni predsodkov, polni nestrpnosti. Ne? In zato jaz vidim v Franklu, poslušajte, on je bil žrtev holokausta, ampak on nam daje osnovo, podlago, kako lahko to preprečimo danes. Ne? Ker tu samo obujanje spomina na to, kar je bilo v preteklosti. Danes se pojavljajo te stvari, ki sličijo na holokausta, ne? In tako. Drugače pa bi tudi to poudaril, ko poudarja on, človek kot telesno bitje, kot duševno bitje, kot duhovno bitje. To so različna področja v človeku, ki imajo specifične značilnosti, ampak hkrati so odvisne ena od druge. Poglejte, ti si lahko telesno zdrav, pa imaš tudi potem zdravo razmišljanje, zdravega duha, si tudi duhovno zdrav. Lahko si pa ti, recimo,
telesno si zdrav, ampak duhovno si bolan, a ne? Če sovražiš, če si nestrpen in podobno. Lahko možnost je tudi recimo, da si ti telesno bolan, ampak si ti duhovno svoboden. A vidite? In to je tisto, ko ti bolezen, pa nesrečo, pa trpljenje, da ti sprejmeš to s tisto notranjo svobodo in kljub temu lahko to nekako prenašaš, preživiš. Najslabše pa je to, recimo, če ti preklinjaš v stanju trpljenja ali pa bolezni, potem si ti sam povečaš trpljenje in je še hujše, a ne? Je bila tu en čudovit primer ene deklice Klara Badano z našega časa, a ne? 18-letno dekle, ki je umrla za levkemijo in je zdaj že nekaj let razglašena za blaženo, ker je bila globoko verna. In je zanimivo, v njenih zapisih piše, ko je bila tako neozdravljivo bolna, ampak njen duh je bil zdrav. Ona je to sprejemala, svojo bolezen, in ti ljudje, ki so bili okrog nje, so bili bolj bolani, duhovno bolni kot pa ona, ne? Ki je to pač sprejela in potem mirno to dočakala svoj konec. Ne? Jaz osebno sem prepričan, da naša zahodna civilizacija brez duhovnega razvoja ne bo preživela. Ampak to rečem v tem tem najširšem pomenu, v antropološkem pomenu. A veste, ker govoriti recimo tudi o pravicah brez dolžnosti, govoriti o svobodi brez odgovornosti, tu smo vedno v slepi ulici, tu ni rešitve. Ampak da nam predolgi, tu imamo strokovnjaka, bom jaz... To še naj sam povem, oprostite. To naj še sam povem. Jaz sem imel strica Franca Puncerja, ki je bil župnik v Radgoni, tudi pol stoletja, tako kot Štefan tu v Vuhredu. V Radgoni, ja. In on je bil tudi najprej mučen, strahotno mučen v Celjskem Piskru, potem je že bil določen za streljanje, v Mariboru pa so ga potem prestavili v Dachau, je preživel Dachau, 3 leta v Dachavu, in on je delal si tudi zapiske in je tudi objavil knjigo Duhovnik v taborišču smrti. In je imel tudi, ker je radgonski rojak Anton Trstenjak, pa sta bila z njim zelo povezana. Trstenjak je bil pa tudi velik, popolnoma se ujemal z Viktorjem Franklom, sta bila osebna prijatelja, znanca, in je ta Trstenjak omogočil, da se je ta moj stric tudi v Ljubljani, ko je bil enkrat Frankl, sta se osebno srečala, ne? Dobro. Ja. Najlepša hvala, gospod dr. Rojnik. Prav, če ne bi sami omenili vašega strica in pa tudi njegovega dela Duhovnik v taborišču smrti, bi vas jaz spomnila na to, ker se mi zdi, da je prav, da danes to informacije delimo, tudi priložnost je ta prava, ne. Torej, v taboriščih so se znašli ljudje, umetniki, duhovniki, znanstveniki, strokovnjaki takih in drugih področji, in resnično ti, ki so napisali ta pomembna dela, nam lahko zelo dosti dajo. Tudi seveda ta knjižničarka v meni mora priporočati knjigo, ne. Te knjige so, seveda, vemo, o čem govorijo, moramo biti pripravljeni na njih. Če govorijo o življenju v taborišču, je to pač tako branje. Ampak knjiga govori o, naprimer, eno poglavje bom prebrala, o naslov samo, notranji svobodi. Knjiga Viktorja Frankla, ne, seveda še vedno, govori o trpljenju kot pomembno dejanju.
In začne, ko se nam je odkril smisel trpljenja, smo tudi odklonili, da bi omalovaževali ali olepševali obilje taboriščnega trpljenja s tem, ko bi ga potlačili ali prezrli s cenenim optimizmom. Torej, pravno to, o čemer ste govorili, ko so sprejeli to usodo, to priliko in naredili v tistem trenutku največ, kar so lahko naredili in zase in za svoje tovariše, in potem seveda za vse nas, za vse naslednike, za svojim tem duhovnim delom in močjo svojega duha. Tako, nekako nadaljujemo še do vas, magister Martin Lisec. Logoterapija je terapija, ki išče smisel. Tako, na nek način. Ne. Rodila se je torej v taborišču in Viktor Frankl je terapijo uporabljal, razvijal, o njej predaval skoraj 30 doktoratov, častnih doktoratov. Njegove knjige so bile res prevedene v vse mogoče jezike, napisal strokovne članke, publikacij, knjig. V tej knjigi Volja do smisla že 77. leta, naprimer, mestoma seveda zelo na strokoven način, tu pa tam pa tudi na toliko poljuden, da tudi mi razumemo, predstavi logoterapijo, njene osnovne pristope, tudi primere. In logoterapija je, kot lahko zdaj že iz tega povedanega začutimo, uporabna kot terapija tudi danes, v sodobnem času. Martin Lisec, vi ste predavatelj in logoterapeut in ste ustanovitelj Inštituta Stopinje, predsednik društva Logos. Vi nam boste nekaj povedali o tem, kako se danes logoterapija obnese v sodobnega človeka. Hvala lepa, hvala za povabilo v to eminentno družbo, torej vaši knjižnici Radlje in pa občini Radlje. Ko sem poslušal sogovornike, se mi zdi, da je smiselno, da res mogoče za zaključek tega kroga povemo kakšno besedo o logoterapiji, o tem, kako je Slovenija povezana z Viktorjem Franklom in z logoterapijo, in pa mogoče na koncu eno tako bolj osebno, torej en tak oseben pogled, kaj ima pravzaprav vsak izmed nas s temi dogodki izpred 80 let. Torej, Viktor Frankl je utemeljitelj logoterapije ali eksistencialne analize. To pomeni analiza življenja. To pomeni pogled v to našo konkretnost. In kaj imajo torej neke te zgodbe, neke ti dogodki izpred tolikih let opraviti z nami danes tukaj in sedaj. To pomeni z našo konkretno izkušnjo, s tem, kar živimo v tem trenutku našega življenja. Zdaj mogoče dve besedi najprej res o logoterapiji kot taki. Logoterapija je znana v svetu tudi kot tretja dunajska šola psihoterapije. Prva dunajska šola psihoterapije je bila Freudova psihoanaliza, druga je bila Adlerjeva individualna psihoterapija in tretja je Franklova logoterapija oziroma eksistencialna analiza. O čem pravzaprav govorimo? Govorimo o treh Judih, treh veleumih, ki so živeli ob prelomu 19. in 20. stoletja. Vsi so živeli torej na Dunaju. Dunaj je bil takrat še prestolnica Avstro-Ugarskega cesarstva, ne samo administrativna kot danes Bruselj, ampak predvsem res duhovna, intelektualna, kulturna. Recimo, čisto ena taka zanimivost, tam se je dogajalo na Marijanengase 1, da so imeli neko kavarno in vsako soboto so se tam intelektualci, možakarji dobivali v tisti kavarni, bil je nek pult gor in so debatirali o pomembnih življenjskih vprašanjih. Predvsem o tem, kdo je človek, kaj je človek. Freud, rojen leta 1855, je odkril to podzavest. To pomeni, da ljudje nismo samo
to, kar se vidi, ampak da nosimo v sebi neko globino. Freud jo je sicer definiral kot neko temačno globino, ampak Frankl je rekel potem pozneje, kolega Rojnik je omenjal to duhovno dimenzijo človeka. Frankl je rekel, da če obstaja neka temna podduhovnost, to pomeni ta libido oziroma podzavest, da potem obstaja v nas ljudeh tudi neka duhovna podzavest, neka duhovna podstat, iz katere seveda iščemo, izvira potem tudi smisel. Zdaj, gre torej za eno od priznanih psihoterapevtskih modalitet. Vemo, da jih je zelo veliko, uveljavljenih v svetu, uveljavljenih tudi v Sloveniji. Recimo v Sloveniji sem tudi predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, je trenutno vključenih 11 različnih psihoterapevtskih pristopov, eden od teh pristopov je tudi logoterapija. Zdaj, kako smo Slovenci povezani z Viktorjem Franklom in kako smo povezani z logoterapijo in mogoče tudi kako sem jaz sam osebno povezan z logoterapijo. Omenjen je bil že profesor dr. Trstenjak. Ja, s Franklom sta bila velika prijatelja, verjetno smo brali Trstenjaka, začetek psihologije, poljudne in tako naprej in seveda tudi strokovne. In Franklov učenec, dr. Jože Ramovš, je bil med prvimi, ki se je izobraževal pri Elizabeth Lucas, Franklovi učenki v Münchnu. In Frankl je bil velikokrat, kot je kolega Rojnik rekel, na povabilo doktorja Antona Trstenjaka in doktorja Jožeta Ramovša povabljen v Slovenijo. Na njuno pobudo, torej Trstenjakovo in Ramovševo, so se začeli prvi prevodi knjig v slovenski jezik v 80-ih letih in potem drug val prevodov in ponatisov tistih prvih prevodov se je začel dogajati po letu 2010. Danes se lahko Slovenci pohvalimo, da smo med redkimi narodi, ki imamo praktično prevedeno vso ključno logoterapevtsko literaturo v slovenski jezik. To pomeni tako Franklova dela kot dela Elizabeth Lucas. In pa seveda tudi še druga. Verjetno jih imate tudi tukaj v knjižnici kar veliko, a ne? Kaj bi želel poudariti ob tem? Želel bi poudariti predvsem to, da je Frankl eden od 10 najbolj prevajanih avtorjev 20. stoletja v svetovnem merilu. Ko smo študirali logoterapijo in smo hodili gor na Dunaj, njegova druga žena Eli, s katero se je poročil leta 1947, še živi. Jaz sem jo nazadnje srečal leta 16 ali leta 17, takrat je bila stara 92-93 let. Na Marijanem Gase 8, to pomeni v stanovanju, kjer sta živela z Viktorjem in del tega stanovanja je zdaj muzej Viktorja Frankla na Dunaju, v enem delu pa živi še ona. To je gospa, drobcena gospa, stara takrat, to pomeni 92-93 let, a veste, tisti dunajski visoki stropovi, 3,5 metre, je rekla, veste, ravno kar sem zavese snela, bom zavese prala. No, in v tistem, tam je tudi ta studio, delovna soba Viktorja Frankla, kjer je tudi pisalni stroj in smo tam vprašali, na ta pisalni stroj pa Viktor napisal vse knjige. Pa je ona rekla, ne, ni jih pisal Viktor, jaz sem jih pisala. Sem rekel, kako ste jih vi pisali? Veste, to je tisti klasičen star profesor, on se je sprehajal, narekoval, torej, če ste brali njegove knjige, on je filozof po misli, on je zahteven, njega je tako, je pač zahtevno čtivo, ampak je rekla tako, jaz sem mu vedno rekla, ko je povedal kaj takšnega, da jaz nisem razumela, ona je bila pa višja medicinska sestra. Rekla sem mu vedno, Viktor, daj povej to tako, da bom jaz razumela, ker če bom jaz razumela, bodo vsi razumeli. In da je tudi mogoče v tem ena od skrivnosti uspeha njegovih knjig, mimo grede konec. Ja. Tudi tak pisal, tako to je bil še tisti čas. Mogoče samo še to, da mimo grede, da konec leta bo pri Celjski Mohorjevi išla knjiga o življenju, torej biografija Viktorja in Eli, zgodba ljubezni. Mogoče je prav v tem tudi ena ta skrivnost oziroma ta razširjenost logoterapije. Zdaj, kako sem pa jaz povezan potem z logoterapijo in pa z Viktorjem Franklom, torej Elizabeth Lucas je v to njeno izobraževanje se vključila tudi Cvjeta Pahlina, mogoče ste slišali za njo, ki je umrla 13 mesecev nazaj in v Ločah in ona je potem začela z edukacijo logoterapije.
leta 2010 in jaz sem bil v bistvu prva generacija logoterapevtov. Mimo grede, ker smo ravno tukaj spredaj, v knjižnici, si boste lahko tudi vzeli 29. decembra, torej lansko leto, pred slabim mesecem, ob prvi obletnici smrti dr. Cvete Pahline, smo v okviru društva Logos, kjer smo pa zbrani slovenski logoterapeuti, začeli s Cvetino logoterapevtsko bralno značko. Si lahko tole tudi vzamete in se seveda tudi vključite v to bralno značko. Torej, to je en način, kako sem sam vključen v logoterapijo, drug način pa je, jaz včasih vprašam, ker sem na kakšnih predavanjih, Viktor Frankl je bil rojen leta 1905 in je umrl leta 1997, rojen je bil pa 26. marca 1905. In včasih vprašam, a je tukaj kdo od vas rojen 26. marca? Je kdo rojen 26. marca? Jaz sem rojen 26. marca. Tako da rečem včasih, da je Viktor za svoj 60. rojstni dan dobil eno posebno darilo, a ne? Tako da sem bil rojen 26. oziroma sem rojen 26. marca, ja. Neke take vezi oziroma neki krogi življenja, ki ne vemo, zakaj se povezujejo in kako se tako povezujejo. Moram pa reči, da v 80-ih letih, ko so začele tele knjige izhajati, takrat sem bil študent teologije, da sem dejansko jih požiral in sem nekje v sebi nosil tole ljubezen oziroma nek ta občutek. In potem, ko sem študiral v Rimu, je bil na naši univerzi dr. Eugenio Fizzoti, ki je bil pa tudi učenec Viktorja Frankla in pa utemeljitelj logoterapije v Italiji. Tako da sem se vse skozi nekako na ta način prepletal. Dobro, zdaj pa nekaj misli na to drugo temo. To pomeni, kaj ima to, o čemer zdaj govorimo. To pomeni o nekih zgodovinskih faktih, kaj ima to pravzaprav opraviti z vsakim izmed nas. Viktor, kot je bilo že danes rečeno, je bil zelo uspešen možakar. Pri 33 letih je imel nek velik ugled v družbi, bil je zdravnik psihiater, bil je predstojnik psihiatričnega oddelka Dunajske klinike in par let pred vojno se je poročil. To pomeni, tam pri 35 letih je imel vse, kar je bilo pomembnega v življenju, praktično na pladnju. Vse je bilo pred njim. Z drugimi besedami, vse, kar je bilo od njega odvisno, je opravil BP, je opravil perfektno. To pomeni vsa ta tri pomembna področja. Nek ugled, to pomeni neko spoštovanje, karijera je bila pred njim in pa seveda uredil si osebno življenje. In potem se je zgodilo nekaj, na kar ni imel nikakršnega vpliva. To, kar smo slišali danes. Začela se je druga svetovna vojna in on je bil jud. Vidite, in to je ena od zadev, ki se dogaja v življenju vsakega izmed nas. Stvari v naših življenjih se v bistvu dogajajo na dva načina. Eno so odločitve, ki jih sprejemamo. In vsaka odločitev, še tako majhna, ima neko posledico. Zdaj, to, kakor se je odločil Frankl, kakor je živel svoje življenje, je vse vodilo k nekemu smiselnemu cilju. Potem se je pa zgodilo nekaj, torej na kar ni imel nobenega vpliva, kar je pa prelomilo njegovo življenje na pol. Glejte, in to je izkušnja vsakega izmed nas. Da so stvari, na katere imamo vpliv, in so stvari, na katere nimamo nobenega vpliva. Zgodijo se izgube, zgodi se trpljenje, zgodi se smrt. In Frankl je potem ugotovil, ni bil zaprt samo on oziroma interniran, tudi njegova žena, njegova mama, njegov oče in njegov brat. In ko so njega 27. aprila potem Američani osvobodili, je ugotovil, da je mama umrla, oče umrl, brat umrl, žena preživela in 3 tedne po tistem zaradi vsega hudega umrla tudi ona. In Frankl tam noter piše nekje. Takrat nisem vedel, kaj naj naredim. Ali naj grem na most in se obesim, ali pa naj se vrnem na Dunaj in začnemo vse znova. Ampak zanimivo je to, da je Frankl prav tam, torej prvo knjigo, ki jo je napisal, in to tudi najbolje se mi zdi nekako ponazori, to temeljno filozofijo logoterapije. To pomeni, Frankl je prvo knjigo napisal po prihodu iz taborišča leta 1946. To pomeni, po vsem tem, kar se mu je zgodilo. To pomeni, on je vse dosegel v svojem življenju, stvar, na katero ni imel nikakršnega vpliva, mu je sesula vse. Veste, kako je dal naslov v prvi knjigi? Kljub vsemu rečem življenju da. To pomeni, kljub tej grozni izkušnji rečem življenju da. Vidite, v logoterapiji je nekaj svetlega.
To pomeni ta vera, da kakršnakoli okoliščina je, kjerkoli se znajdemo, ja, imamo neko polje notranje svobode. Ne? Frankl, ko so ga pripeljali v taborišče, on ni mogel izbirati v tistem trenutku, a bi bil tam ali ne bi bil tam, ker to svobodo so mu vzeli. Ampak je pa zauzel notranje stališče, to pomeni odnos do. Vidite, in to je to polje svobode, ki nam ga pravzaprav nihče ne more vzeti. To polje svobode, ki ga vsaka situacija od nas pravzaprav zahteva. Ne? Ker zunanje situacije niso tiste, ki nas napolnjujejo s smislom, ki nas napolnjujejo z neko svobodo, ampak naš odnos, ki ga zauzamemo do tistega, kar se nam dogaja. Ne? In ljudje smo na taka zanimiva bitja, da smo sposobni tudi v najtežjih situacijah preživeti najtežje situacije, če v njih odkrijemo nek lastni smisel. Vidite, in tukaj noter se mi zdi, da je tisto vprašanje oziroma tista točka, kjer smo pravzaprav vsi enaki. Ne? Zavzeti odnos do. Ampak vidite, tukaj noter ne pomeni samo odnos do trpljenja, čeprav je Frankl ogromno govoril o trpljenju. Ne? Kako se soočiti s trpljenjem? To pomeni, kako se soočiti s tisto situacijo v življenju, na katero nimam nikakršnega vpliva. Ampak tudi do lepih, dobrih stvari v življenju. Ne, v tej duhovni dimenziji, o kateri je govoril dr. Rojnik, ne, Frankl, v čem je ta duhovna dimenzija? Ta duhovna dimenzija je v tem, da ljudje nismo nagonska bitja, ampak ker imamo duhovno dimenzijo in to duhovno dimenzijo sodi svet vrednot in to je ta antropološka dimenzija, predvsem svoboda in odgovornost. Frankl pravi tako, ne, a veste, da vse, kar se nam dogaja v življenju, je v bistvu dražljaj. Cek. In zdaj, če ne bi bilo te duhovne dimenzije, živali je nimajo, živali odreagirajo nagonsko, instinktivno. To pomeni tak. Ne? Frankl pa pravi, ljudje pa, ker smo duhovna bitja, a ne, je pa tukaj noter dražljaj in potem je tukaj prazen prostor in v tem praznem prostoru počiva ta naša svoboda in naša odgovornost. Ne? To pomeni, mi lahko odreagiramo na vsako situacijo, tako ali drugače. In karkoli se nam zgodi, lahko prepoznamo to polje notranje svobode. Samo še 2 stavka. Jaz delam od leta 2013 z obsojenkami na Igu. In od leta 2020 tudi z obsojenci v zaporskem sistemu, torej z moškimi. Si predstavljamo, ne, da gre za povsem identično situacijo. Ne, torej, oseba, ženska, ki prestopi prag zapora, ne, ona ne more izbirati, a bo tam ali ne bo tam. Ne, življenje se ji prelomi na pol. Razen tiste, ki niso ne delajo karijere tam življenjske. Ne. To pomeni, ne more izbirati, a bo ali ne bo. Kje pa je njeno polje svobode? V načinu, kako bo preživela to obdobje, ki ga mora preživeti tam. To pomeni, nima izbire ona nad sodbo, nad časom, ampak v tem odnosu ga pa imamo tukaj noter. Ne, vidite, in to se mi zdi en tist velik klic logoterapije danes, oziroma te izkušnje Viktorja Frankla, tudi za vsakega izmed nas. To pomeni, to je Franklova misel, ne v tem, da trpimo, ampak v tem, kako trpimo, je smisel, lahko najdemo smisel trpljenja. Ker trpljenje samo po sebi je brezvezno, ne. Pazimo se trpljenja, odganjamo ga, ne. To pomeni, ne v tem, da trpimo, ni trpljenje vrednota, ampak v odnosu, ki ga zauzamemo do trpljenja, v tem lahko najdemo potem tudi življenjski smisel. In za zaključek, kot je bilo rečeno, Frankl je potem potoval po celemu svetu, predaval in dal ogromno nekih intervjujev, tudi na spletni oziroma na YouTubeu najdete veliko njegovih, to je bil energičen človek, veste, to je razlagal mladi in tako naprej. In je imel tam nekje en intervju z neko novinarko in ko sta končala, je bila tista novinarka vsa tako prav tist očarana nad njim in je rekla, gospod Viktor, veste, vi ste preživeli pač koncentracijsko taborišče in to, kar vi govorite, mi vam verjamemo, ker vi to, kar govorite, ste preživeli in to pričujete. In to je velikost velikih ljudi.
On ni rekel, hvala lepa, ste opazili, ne? Nisem cinik, nisem tisto, nisem ono in tako naprej. Ne? Veste, kaj je odgovoril? Vsak človek mora preživeti svoje koncentracijsko taborišče. Jaz sem tizga, vsak pa svojega faše. In tukaj noter smo pa vsi na tisti isti nulti točki, kot je kolega rekel, pomešanega praha, ne, bolečine s tem prahom vsakdanjosti. Tako da, ja, nas vabim res, da odpremo kakšno to knjigo, pa mogoče še to 17. pa 18. marca imamo logoterapevtski simpozij v Celju, se lahko tudi tole vzamete in pa tudi dobrodošli na kakšne te dogodke. Tako da hvala lepa. Tako, naša razmišljanja smo nekako privedli do konca. Zahvaljujem se vam, magister Martin Lisec, za vaš prispevek. Vsak dogodek posvečen tej tematiki holokausta in nacističnega nasilja, tudi ta naša okrogla miza danes, razmišljanja gostov osmišljajo trpljenje, ki so ga doživele žrtve in tudi to žrtev, ki smo jo, gospoda Jožefa Mačiča, ki smo jo danes izpostavili v naši knjižnici. Vsem vam se iskreno zahvaljujem za sodelovanje. Priporočam se za sodelovanje tudi kdaj v bodoče. Zagotovo se bomo še kdaj srečali na to, takšno, podobno temo v knjižnici, v muzeju, skratka v Radljah. Naj nas v nadaljevanje večera, zagotovo bomo še poklepetali, se podružili, še kaj povprašali naše goste. Naj nas spremlja ta Franklova misel, ki sem jo tudi sama izbrala, ampak izbrala sem isto, kot ste, s katero je gospod Lisec tudi zaključil so našo svobodo. Torej, Franklova misel, da ljudje določamo sami sebe. Vedno odločamo, kakšen bo naš obstoj, kaj bomo postali v naslednjem trenutku, kaj bomo postali tudi eden drugemu. Hvala lepa za vašo pozornost. Prijeten večer še naprej. Tam zadaj, ni tako daleč, smo pripravili okrepčilo, da bomo lažje poklepetali in si naredili prijetno druženje v knjižnici. Hvala.